Wow, smisel življenja. 42. epizoda opazovalnice. Zdaj pa sem tebe vmes pogledal, sem se pa začel kar režati, ker sem videl, da se ti režiš. Ja. A zakaj se smejim? Zakaj? Kdo je rekel smisel življenja tik napreden? Snemati sem začel šele pol, ti si meni ukradel intro, ne? Ja, Rad bi, da je to on the record, samo zato sem se začel smejati. ne bo on the record. Jaz sem Ja. vprašal Anžeta, kjer epizoda je to, preden začneva. Rekel, zdaj pa začneva snemati, ker se nam mudi, ker moramo biti nekje pol. Jaz pa tudi, no, jaz ne. Ampak je rekel, zdaj pa začneva. Kjer epizoda? Jaz sem ga vprašal, rekel 42. smisel življenja in je kliknil snemaj. Jaz sem pa rekel, smisel življenja, wow. Ampak to sem rekel samo Si zato. prodal to kot svoj preblisk, ne? Ja, zato da sem spet naredil moj tale. Pač uvod. Dolgo pogrešani medmet. Medmet, ker Ljudje hočejo medvede. jaz prejemam Ljudje, pisem. to je- Poslali ste mnogo pisem, v katerih je pisalo, zakaj ni več teh medmetov. Vse smo jih poimenovali medmeti. Ja, medvedi, tako. Medmeti na začetku, medmeti začudenja, medmeti zgražanja, medmeti bolečine, medmeti užitka, vse ni važno česa. Samo da so medmeti in to smo malo opustili, in danes sem jim rekel, smisel življenja. Jaz mislim, da bomo danes krekli na tole. No? Dan zvoratal. Torej. Ja. Ej, napreden gremo naprej. a ne? Yes, jaz vem, kaj boš rekel. Kaj bom pa rekel? No? Veš, koga rabim zdaj? Veš, koga rabim? Jaz ne rabim Jureta Godlerja. Jaz rabim Dona Draperja. Umiram. Jaz rabim Dona Draperja, tako da prosim. Don Draper nima double-breasted rekelcev. Oh, God. Ja. No, Se bo na sliki razvidno. bo na sliki razvidno. Bo na sliki razvidno, o čem govorim. Ja, čeprav ta je tudi meni všeč. Ti je všeč? Ja. Veš, kaj je, ker so ti, kako se Choke stripes. vertikalne črte, si shujšan zgledaš. Pač. Zdaj pa, tudi če nehaš snemati, če se ustavi zadeva, zdaj bomo pa nekaj razčistili. Ja. Ti si me hecal, ne pa smo šli na fitness, pa to, pa jaz takrat 3 leta zapored sem samo pil, pa jedel. Posneli smo oddajo, smo šli piti in smo pili do naslednjega četrtka. In zdaj pa tako, da nekaj razčistimo. No, da ima. Maja meseca lani je Jure Godler nehal jesti sladkor pa kruh. In je začel redno vsak dan laufati 6 km. Vsak dan. Vsak dan, Okay. včasih soboto ali pa nedeljo ne. Okay. In telovaditi z utežmi, 5 serij po 20 ponovitev, karkoli že je. Okay. In jaz sem bil na 82, ko sem začel. Zdaj sem na 69. A to znalaš si na 69. To me je pa vesolje pripeljalo do te cifre, ki je meni usvojena. Oziroma cifra, ki mi je pisana na kožo, kaj ne jaz rečem. tako da v zvezi s tem, ne? Ja. Zakaj sem sploh to rekel? Tukaj sem jaz rekel, da te ta rekelc shujša. Da me skuša, ja, ta rekelc me kvečem dodatno skuša. A se mi ne Dodatno. Pravno, v tem rekelcu imaš 62 kg. A se mi ne vidi, da sem skušal? Ja, se ti. A se mi vidi? To čist, nimam nobenih težav, tudi homoerotično nimam nobenih težav, da priznam, da si shujšal. To sem hotel vedeti. Ker nisem hotel, da ostanem tlele že odpisan v uvodu, kot da sem debel. That won't work. V glavnem, Don Draper, povej admin. Evo. Ta podcast je zastonj. www.apparatus.si. Podpri. Hvala. To so lepa pauze. Ja, ker se tako počutim, ker je bolj dipne. Ker je bolj deep. Okay. Ja. A ja, pa hvala, bom samo rekel, hvala ljudem, ki admin na Instastorijih pošiljate Jureta Godlerja. Ja, dekleta, hvala lepa za to, če poslušate. Jaz sem bil navdušen sem bil nad tem, ker dobim en message in pogledam, sem rekel, wow. Ne, to je za namajico, počasi ta admin bo počasi za namajico. Jaz upam, da ceniš to. Cenam, jaz vem, kaj ima, jaz vem, da delam v bistvu z Donom Draperjem. Razumem. Jaz sem mislil, da bom dobil nekega komičarja, ki zna po nesreči klavir igrati, razumeš? Dobil sem pa advertising genija. Mislim, meni pa še zdaj meni ben klicu, ne z Golden Drama, ne z Donald Drama, ali kaj je tisto, kar imajo pod to? Donald Drama. Ne, Donald. Zajeval sem parno. Ja, Golden Drama, Sof, mislim. Sof, to si. Sofa, ja, čeprav Donald Drama. Donald Drama tudi ni slabo. Ni slabo, Dej, ne. Če so
Če že bi ti lahko tudi Donalda Drama dal. Grand Prix na Donald Drum festivalu. Recimo, ne, ker to jaz, veš kaj, jaz sem strokovnjak, jaz lahko povzročim, da se človek povzroči krivga za nekaj. Ta podcast je zaston, bolj krivga se človek ne more poslušati, če to zlovda. Ne, to je res. Poslušaš zaston, pa ne podpreš. Slabo. Ja, mislim. Slabo. Prosim. Ne, tako da, evo. Prva tema danes, ne? Ja, povej, ti jaz jo imam. Povej. Ti meni pač pisma pošiljaš, ti si edini človek, ki meni pisma pošilja. Veš kaj, jaz živim takšno življenje, jaz sem odmaknjen na podeželju, countryside square, in jaz ko dobim popadek, da tebi nekaj povem, jaz enostavno moram dati enostavno, tako kot imamo ostale rituale dnevne, ne? Poleg zajtrka, poleg tega, poleg onega. Pač imam tudi ta ritual, da če dobim neko idejo, da se mi zdi nobel, da napišem na papir in dam v outbox in da potem to odnesejo na pošto. Tako da Klemen, že spet eno tvoje pismo, katerega bo mogoče naslednjič vsebini se pogovarjala. Dobro. Ampak je pa zanimivo, da na vsakem pismu, to sem že parkrat omenil, no, ampak zmeraj me štempelj Brežice, ne Salzburg, to ne razumem. To me mede. Ker jaz se, zdaj pa ljudje, ki tole poslušate, jaz se ne hecam, zanj sem je v pismu podpisal kot. Ne, jaz sem ti zanj poslal pismo, ki je imelo naprintan ni važno. Header. Kako si se podpisal? Ne, podpisal sem se Jure Godler, ampak header, ja, okay. Header je bil pa The Duke of Salzburg. Pač ampak to je ime, ki sem se ga jaz nadel. Ta pošta tam ima Brežice štempelj, to je noro. Ja, Indija tudi ni več Anglija. Mislim, časi se spreminjajo. Ja, okay. Mislim, treba iti v korak s časom. Ti si ta prvi, ki to govori. A nisi likar bil na Studio City, kjer si govoril o internetni neutralnosti. No, ti si znanilec novih tehnologij, ti si to, kar je bil Jonas včasih. Ja, predvsem to. Kaj mi naprej mečeš? Moderniziranje. V glavnem, moja poanta s temi pismi, ne da jih omenjam, pa res nočem, ampak jaz bi rabil letter opener, ta star. Res se ne hecam, ker mi gre na jetra, ker jih... Ja, točno. Razumeš, jaz ne vem, kaj narediti. In sem šel, če ima kdo, ki tole posluša, kakšen predlog za kakšen lep letter, ne Godler lep za $7,000 letter opener, ne. Funtov, če že. Ampak res, če ima kdo kakšen predlog, tako, ali pa da kakšen na Etsy, ki dela, mi pošljite, magar lahko isto Instagram ali pa Snapchat ali pa Twitter, Anzeto sem posod. Res bi si ga kupil, dejansko bi kupil letter opener. Ampak nočem imeti pa en beden plastičen, rad bi imel neki, ki je, až govoriš še enkrat s človekom, ki si je kupil iz Japonske tehnični svinčnik. Ne. A si naročil z Japonske tehnični? Ja, ta je iz Japonske tehnični svinčnik. Sprav Grev Gear 1000, ne, od Pentela 7. Thank you, made in Japan. V glavnem, tako da ja, če ima kdo kakšen priporočilo, res se priporočam, no, ampak nimam pa nobenih izkušenj z letter openerji. Ja, tvojih, ki jih delajo za The Duke and Duchess of ne vem kje, ne zanimajo. Smajcen. Ja, okay, mislim, že slišiš se drago. Ja, se ni lih pocen. To je ena firma, ki imajo res zanimive stvari od papirja, na katerem sem ti poslal prejšnje pismo. To se vas spomnim. Ja. A si ti videl tisti papir? Ja. To je pa papir, ki se ga dotakneš in se v bistvu lahko, če si prešvican, se lahko brišeš z njim. Je tako? Ja, to je res. Upije ti vse. V fazi. Ja. In isto kuverta. Imajo pa ene stvari, ki imajo pa tako smešno drage. Recimo izdajajo ene par knjig, ki jih lahko kupiš, pa ki so pač leather-bound. Res izdaja. Biblija je ena je pa Gamebook, se pravi igra s pravili za najrazličnejše igre. Knjiga s pravili za najrazličnejše igre. In mislim, da je vsaka po $500. Pa planer za celo leto, se pravi za 2018, je tudi okoli $600-700. Leatherbound, pa tako, pa te razni guestbox. Kaj je, leder iz, ne vem. Ja, ni kar. Od prešičev, ki so jih ustrelili na posestvu strelice, ali what? Veš kako? 600. Ja, jaz sem dal zamenjati na pasek na uri, ne? Ja, vem, ampak ti zdaj rečeš, da imaš uro, ne? Ti imaš to, od katerega je tank, ali kaj je ta. Kar ti je tank, ja. A veš, koliko je pas za ta pasek dobiš 32 Casio-tov. To je kruto, ne? Ampak to je zdaj tako. A G-Shockov ali navadnih Casio-tov?
To si mi ti tako hvalil, G-Shock, ja, jaz sem ga sam imel. si To ga je bila imel. ta prva stvar, ki sem jo kupil s svojim denarjem. Ta G-Shock tako zgleda, kot tisti, ki je imel Leonardo DiCaprio Volk iz Wall Streeta okoli pete zavezan, da ni pobegnil od doma. Pa tako je mišljen, taka rugged ura je, stari. To mora biti tako. Da, so me pa začele ure zanimati, zdaj sledim Res? hodinki, ja, na Instagramu sledim. Sam še nisem najdel bene, ki mi je bila res lepa. No. Eni Nemci mi lepe delajo, ampak. A ti lahko jaz povem? Ja. A ti lahko jaz povem par ur, ko bo pasal nate? Čak, zdaj bom googlal sprot, ker drugače to se bo slabo končalo. Ok, povej, ajde. Prvo kot prvo, ura, ki paše nate, ker si mal modern, ker si mal tako, ta je ura, ki mal naznanja preteklost, mal prihodnost. Ja. Jäger le kultur reverso. Kaj, Jäger? Ja, Jäger le kultur leco ultre. Leco ultre. Reverso. Aha, je že najde. Je ta ura paše nate. Bojo, seveda vse ure bojo v zapiski, če greste na aparatus.si, tam najdete opazovalnico številka 42. Anže, to je ena ura, ki paše nate. Ta mi ni všeč. Ta ti ni všeč? Ta mi ni všeč. To je ena najbolj klasičnih ur vseh časov. Vidim, ampak next, ker mi reče štiriglata, vas gleda mi majhna. Ok, potem bi ti pa rekel Rolex Datejust. Datejust. Ta je ura, ki paše nate. Ne ta zlata, seveda. Ne. Ta plava. Recimo. Ok, to je boljše. Čeprav mi gre na jedra, tiskaj je za datum, tisto povečevalno steklo, tisto mene ubije. Se lahko dobiš tudi brez. Lahko tudi brez, a to se izbiraj to. Okay. Absolutno. Dar, ta je malo boljš, no. Ta strinjam. Pa dal bi ti, mislim to uro, kar ti je Tank, ampak XL model. Ja, to obstaja. Obstaja, kar ti je Tank XL. Ker jaz imam pač regular, ker sem regular človek, nisem. Aha, Tank Solo Watch XL. Okay. Tako. Ne. To ti da, kako bi rekel. Ne vem, te so mi, škaj, ti imaš te klasične rad, ne, škaj bi jaz imel, ne. Kaj bi ti imel? Naj sem najdu sem dejansko uro, no. Kjero pa? Prvič povedan, ti bom zdaj takoj povedal. A si kdaj slišal za film Recent Watches? Ne? To, če rečem ne, to je strahoten bedak. Ne, bolj strahoten, ker so kakor štekan so dosti novi, ne? Aha. In delajo take zelo, to so tako drage ure, da jaz jo v življenju ne bom imel, ne? Kaj je to, spet ena Kickstarter podlarija? Ni Kickstarter, to je resna, oni so resen watchmaker, to ni joke, no, res. A si nisi povedal tisto zgodbo? Kjero? Kickstarter, en kolega mi je rekel, stari, Kickstarter delajo neuničljive nogavice. A ja, si povedal. 10 let nazaj. Nisem vedel, da bo šel na... Sem rekel, oh moj bog, če dam $90, koliko dobim? In sem dal $90 in bi mogel dobiti 3 nogavice s kevlarjem obkrepljenimi petami, s prednjim delom pa z gornjim delom. Dobil sem, kaj sem dobil? Prst frit sem dobil. Niti enih nogavic nisem dobil do doma, do danes. Jaz sem ogorčen. Ampak zdaj te bom pa jaz ti bom pokazal. Čakaj, zdaj bom pa jaz pogledal, se bom obrnil od mikrofona, da vidim to. Da vidiš ti to uro. Ne. To je Type 3, je moj favorit. Poslušaj me, jaz bom zdaj, bom samo še pogooglil. Ljudje, pejte si to uro pogledati, ker to je pa to, kar bi jaz rekel, moderna ura, ki je elegantno zgleda, pa je res lepa. Res lepa. A je to ura z LCD displejem? Zakaj vse plava? Ne, plava zato, ker se tam premika. Ja, ta je, imajo pa tudi mehansko, to je pa Type 1, je pa prav mehanska, vidiš, se pa mehanizem tako le vrti. Mehanizmi se obračajo. Star, to je epsko zgleda. V glavnem, Recent Watches Type 3, $30,000. Ja, za Patek Filip je to... Ja, je to normalno, ja, se vem. Ja. Zdaj, ker sem padel malo v ta svet, sem se malo podočil, ne. Vidim, da nič od tega ne bom imel, ne. Ampak ta je res lepa. To je res proper ura, no, tako bom rekel. Mal je kičast v bistvu. No. In je res je. To je pa tako si jaz predstavljam moderne ure. No. To bi človek hotel, ampak je pa pač brez veze. Ti nisi človek tradicije najbolj, ne? Zakaj? Ja, ne, tako da bi rekel, ene stvari so, kar sem bil pri Jožetu Robežniku. Ja. Če smem. Lahko ne jim dropaš. Snemala sva naslednjo stvar. Ja, to je se pravi ta človek iz TV-ja pa iz stvari. Je tako. Snemala sva stvar, v kateri sva vezala metuljčke. Okay. In sva prišla na debato, sva rekla pa zakaj, v čem je problem lesenih metuljčkov?
Ker jaz dobim ošpice, ko vidim nekoga z lesenim metuljčkom. Ali pa dobim ošpice, ko vidim nekoga z elastičnim metuljčkom na elastiko, ki je že vnaprej zvezan in si ga sam nadeneš. Nadeneš. Mario Galunič ga je imel lani na Emi. Imel je fenomenalno, mislim, da je bila modra obleka. Na pol smoking, da dol padeš. Ja. In jaz njega gledam, vodi, a je to možno? On je imel na tisto lepo obleko, je imel elastičen metuljček in meni se to zdelo neodpustljivo. Ne? Ko ga enkrat vidim, bom to rekel. Ti si tako kot ljudje, ki navijajo za Barcelono, pa Barcelona zgubila in so čisto jezni na TV. Ne? Ti tako kot emo gledaš, pa vidiš lesen metuljček. Ne? To je edina analogija, ki jo imam. Ker se ti vidi jeza na obrazu, no, to hočem reči. Jaz sem človek tradicije in če rečeš, zdaj bomo pa metuljčka dal gor, ga bomo sami zavezali. Ta ura je, to je proper mehanizem, to je še za vse na roko narejen. To ni joke. A je avtomatik? To ni, ne vem, kaj to pomeni, stari. Če 30 ur, to mora biti. Jaz mislim, da ni da po nesreči delajo. Lej mehanizem, daj poglej še. Ljudje pa idete pogledat, bom dal res linke. To je ura, ta star, to ni joke. To je ura. Sam je pač, je pa, fora temu, da meni je glih to problem pri vseh teh urah, ki jih gledam, ne. Vse mi izgledajo zelo take klasične. Ja. A veš, in pa to mene moti. Jaz bi rad imel, da je na klasičen način narejena, da je to res mehanizem, ker jaz to cenim, to obrt, ker vidiš tam, kako jo sestavljajo, jaz to vse štekam. Ampak bi pa rad, razumeš, da zgleda, da je iz tega tisočletja, ne da vse zgleda, da je iz leta 72 in večina mi izgleda, da so iz leta 72. Sorry. Ali pa zgledajo, da vsi hočemo biti piloti. Oni Breitlingi pa tiste, jaz ne rabim 17,000 kronometrskih številk na uri, ki jih Ben ne zna uporabljati. Razumem, sam to hočem reči. No? Potem pa še eno napiš, če bi gre ta. Čak, tole me zdaj. Ajde, povej. Parmigiani. Ja? Zdaj pa ne vedo imena. Ne, vem ga. Ja. Torik, ok. No to je pa bolj. Kaj si rekel, da bi rad, da bi bila bolj, no to je malo. To je pa malo bolj, Si zmeram ful tako, je retro, ampak to pa ima nek smisel v življenju. Ja, ok, to ti pa dam. Sam ta cenovno je tudi. Ja, mora biti bolj vice že, sploh je čisto brez veze, da karkoli. Ja, to ima princ Charles tudi. Čakal sem. Ja ne, pač slučajno. Sem. Ja, ok, to je ta pa proper, ja, ok. Kaj jaz sem nomos, ne sem najdel, nomos glasšite pa to, ne. Tega se pa spominjam, kaj si Ja, in ampak mi zdaj niso več tako. Zdaj sledim na Instagramu, gledam, sem parim accountom posledil, ne, in imam, če hočo iti down this rabbit hole, ne, gledam mehanske tipkovnice, ne, sprav tole, kar ljudje klele zdaj, ko sem tipkal slište, to so modra stikala. Ne? Mehanske tipkovnice pa ure gledam. Až ti tudi tega ne spoštuješ, ne? Pač, mehanske tipkovnice, ampak to je meni in zdaj sem najdel. Jaz sem likar na bavu. Ja, God, to bo slabo. Typewriter. Ampak vidiš, meni je to. Ja, okay. Royal. Ja. A ti veš, kdo je imel Royal Typewriter? Ne. Pa ne Royal kot firma. Ja, razumem. Ian Fleming. Ampak imaš od Fleminga ali imaš enega aftermarket? Ne, pač nimam njegovega, ampak podobnega. Iste znamke. Vem, ampak a ti veš, kje do tipkovnice imam jaz? Jaz vem, da imaš eno zelo dobro tipkovnico. Ja, mehansko. Jaz sem mogoče, kar smeti, če najboljša mehanska tipkovnica na svetu. To je zdaj, na koncu je pri teh stvarih tak stvar okusa, ne? Ta ni, ta je SteelSeries G6 V2. Aha. Ta je pač ok. Ta je ok. Ampak una, ki jo imam pa na šihtu, tiste pa mogoče najboljši tipkovnic. To je una, ki sem imel v stvari pri Jožitu. Bom dal še link do tega, če ne veste, to je Das Keyboard Ultimate 4. To je tvoja osebna tipkovnica? To je moja osebna in sem si jo v službo nesel. Ki jo imaš v službi? Ja. Jaz sem vse moje v službi, jaz ne nimam službene opreme. Ki boš en dan prišel v pisarno, pa je ne bo več? Ne bo. Stari? Ne bo. Ne mi to reči. Ja, jaz ti to moram reči. No ja, ampak hočem ti reči, da pri mehanskih tipkovnicah je tako kot pri urah, razumeš, lahko zbereš te tipke, si lahko druge kupaš, so lahko malo bolj kvalitetne ali lepše narejene, veš, switchi, kjer je pač stikala od spodaj, ki so. Ne. Tako da, ja, zdaj sem gledal, zdaj že mesec pa pol iščem switche, ki jih hočem, ampak pol toliko stanejo. Ne, tako relativno z tipkovnico jaz sem najdel sem tipke, ki bi jih kupil, da bi si jih zamenil. Prav vem, Hanna je kot neka pomlad,
Japonska, Sasen, tak limited set, ampak ker jaz imam polno tipkovnico, se pravi, imam tudi numpad, ne, in vse, ker moraš kupiti potem, se pravi, ISO tipke, ta velika enter, veš, to imamo samo v Evropi. Američani imajo tenek enter, ne. Veš, tako kar nekaj 200 € daš. To brez tipkovnice, to je samo, ja, to je kar veliko. To so samo tipke, ne. To je kar veliko. Ja. Mislim, za tako stvar. Kar se pa tiče teh... Kašen dis, ok. Ne, tako stvar. Ja, pa sej velik tipkaš, se neč ne reče. Ja, ok. No, pravilno. Ja. Mene edina stvar, ki bi jaz še dal denar za njo, da bi je izkusil, je, ne, ker smo se pred kratkim, ker smo se pogovarjali o VR. Aha, ja. Edina stvar, ki bi jaz še dal denar, masten denar, je, da izkusim ta od PlayStation VR. Ja, se smo dobili že ponudbo, ja, ne, za posojo pa to, ne. To bomo šli sproti. Enkrat bomo to naredili, ja. Jaz mislim, da rabi tako polet, da smo lahko zunaj, pa da krilimo z rokami. Tako, ja. To je še edino, kar me zanima, ker to je še edino, kar nisem doživel. Jaz iPhone-a več v iPhone-em kupu, iPada več v iPhone-em kupu. Zarečenega kruha, ne. Zarečenega kruha, prijatelj. Godlerjev kruh meni testo posebno, ki se ne more zareči. Ne, res, jaz ko enkrat rečem, tako kot sem rekel, ne vem, par let nazaj, ko sem bil na Tinderju, ja. Ko sem rekel, konc in sem izklopil in ga enostavno nisem več v life imel takrat. Ko da poslušalke, ki mislite, in poslušalci, ki mislite, da se pogovarjate z Godlerjem na Tinderju, ne? Mislite, ali pa na Grindrju, ne? Če mislite, da je to Godler. Pa si normalen, ali kaj ti? Ni, to so ljudje, ki se pretvarjajo, da je Godler. Ne, pač en let sem imel, ali koliko tisne, da sem se zajebal okoli in ko sem enkrat rekel konc, ko sem rekel iPhone-u pred letom pa pol konc, mi ne kapne, da bi ga zdaj imel nazaj. Razumem, iPad-a boš kupil. Ne. Jaz ti pa povem, da ga boš. Ker še tega ne bom več imel, ko ga imam. Boš. Imam ga samo zaradi Instagrama. Ja. Really. Že zaradi tega. Že zaradi tega. Sem bil emulator na štimu, da bom lahko objavljal preko računalnika gor. Mislim, emulator za iOS. Za iOS. Boš kar Xcode pognal pa. Bo nekdo pognal, no. Imaš svojega Instagram butlerja. Objavi tole sliko. Objavi tole sliko. Iz analogne lajke jo poskeniraj in ja. Ja. Mislim, obožujem analogno fotografijo, slikam zelo veliko, eksperimentiram z svetlobo. Pred kratkim sem kupil tudi 5, mislim, da v bistvu vse 5 plus še eno retrospektivo. Lorda Snowdena, to je bivši mož od pokojne sestre, od angleške kraljice. Ti imaš preveč teh informacij v glavi. Ti si včasih toliko vedel o tehnologiji, ki zdaj veš o kraljevi družini, to veš. Nisem nič vedel. Si. A veš, kaj je bilo pri meni? Ja. Ko je prišel nov iPhone ven, sem ga naslednji mesec imel. To je vse, kar sem jaz vedel o tehnologiji. Nisem nič. Je pa res, da sem pa z zanimanjem opazoval, kako se razvil fotoaparat. To bi pa lahko marsikaj povedal. Ja, no, saj. To je edina stvar. Zdaj pa kdaj, no in kaj ta Snowden, Lord Snowden? Ne, hotel sem reči, on je bil znan fotograf in študiram njegove fotografije, ki je tudi analogno fotografiral. Vse v Crown je prominently, zelo slabo ga igral. Vem, kjer, ja, to povem. Ja, tako je sestro poročeno. Tako, to je... Ki je zanimivo, baj. Godler. Naprej. In kaj si od njega vse kupil? Te njegove zbirke, Snowden on stage, kjer slika samo Helen Mirren, Aleka Guinnessa, same znane v gledališčih in tako naprej. In se zelo veliko ukvarjam z fotografijo in ne vem, mogoče me še tudi zapelje pot v tiste vode, nekoč, kaj pa veš? Kaj, da bo slikal? Ja. Slikal bi, ne. Sam ti bi bil v duši fotograf. Ne bi prišel z enim ogromnim Canon DSLR-jem, ali pa Sonyjevim mirrorlessom, ne? Ne, z lajko. Ne, ti bi z lajko prišel na film, ne? In pa bi delal zrnate slike, tako kot si nas sliko z Jonasom pa z Jožetom. Ali si imel že kdaj lepšo sliko? Ne. No. Veliko njih. Mislim, da s telefonom lepšo narediš, kot z unim tvojim lajko. Ne. Jože je rekel, da smo mal zagoreli preveč, ampak to je... Mal. Rdeči smo, na solari hodimo. Jaz sem drugačne slike klele na desktopu, jaz se ne zajebavam. Jaz slikam drugače črno-belo, ne. Ja, lej. 4 zagoreli tipi, v glavnem. To je, nekaj ni bilo v redu, senzor je nekaj narobe zaznal. Senzor je bil kriv, torej. Zmeram en drug kriv pri tebi. Ne, hočem reči, jaz ponovadi slikam za črno-belim, ne. Ja. Jaz sem človek črno-belosti in
ali ja ali ne. To je pri meni. Misliš ali ne misliš? Razumem. Ne rabim jaz odtenkov sive. Mislim, odtenkov barvne. No. A si ti gledal kjerkoli od teh filmov? Gledal sem prvega, pa A res, zdaj nisem nič gledal. drugega polovico z bivšo sva gledala, sam sem pol izklopila, sva rekla, to pa pač ne bo šlo skozi. Prvega sem šel v kino gledati z enim dekletom enkrat. Okay. In sem šel to gledati. Ker to je toliko slabo, to je toliko slabo. Pač. Je benti, da je res tako slabo. A ne, mislim, ni, veš kaj hoče reči, to ni Ja. tako, da zdaj je ta nek predsodek. Pa jaz sklepam, da Harry Potter filmi, ki sem jih tudi tako, na TV-ju po nesreči, mene res ne zanimajo. Pač, ker mi je Harry Potter, sem že večkrat javno povedal, so mi uničile v top shop reklame. Harry je zakon, Harry je kul. Ja. In ga pol nisem hotel brati, pač, ker je bilo grozen tist. Ampak so mi je že toliko ljudi povedali, da je super, pa sem bil v LA-ju, sem šel na rajde, pa to je res, zgleda super. Mislim, očitno je Harry Potter kul. Ampak jaz pač filmom, ampak verjamem, da so eni zelo dobri, ne? Pač, da niso slabi filmi, ampak ta 50 Shades of Grey mora biti pač za nič. 50 Shades of Grey, recimo najslabša hollywoodska produkcija z 90-ih let, ki je hotela biti mal soft porn. Ja. Govorim Basic Instinct, Ja. Sliver. Vsi so stari, tako stara, da Sliver, po mojem, sem ga prevečkrat gledala. Gremo temu tako reči. Grozljivo. Jaz mislim, da smo ta film, če ne bom dal linka, najte ga. Najte Sliver, ki je pa res film, ki je pa za mlade fante. Yeah. Veliko nam je pomenil ta Stimulating. film. Stimulating. Ja. To pa recimo, kaj še tale, kaj je bil, ker je bil striptease z Demi Moore. Ti se to slabo. Tiste je zelo slabo, ampak vsi tisti filmi tako dosegajo svoj namen v tem, da so seksi, v tem, da so rajcik, v tem, da so, ne, če greš z dekletom gledati v kino, ne boste šla ven, oziroma ne boste še že med filmom režala, češ kva pa to je bilo, oh my god, a se je res likar dal kondom gor. Tega ni v tistih filmih, ne? Ja. Napram 50 Shades of Grey, kjer se smejiš vmes, kjer se hihitaš in kjer sta glavna igralca brez naboja vsakršnega, rečeš pizda, tle smo pa korak nazaj naredili, ne? Okay. In dejansko smo ga. Lih kar sem en promptu review naredil, 50 Shades of Grey, se ne morem verjeti. Od 1 do 10, 50 Shades of Grey. Ne, oziroma tako, kot smo imeli zmerno lestvico. Kan? Od 1 do Kana. To je zdaj od 50 Shades of Grey do Kan. Yes. Slabše kot The Motion Picture, torej. Slabše kot The Motion Picture. Čakaj, To je, motion picture, mislim. Motion Picture je za Oscarja proti 50 Shades of Grey. Motion picture ima še zmer mesto v mojem srcu. Vse v mojem tudi. No. In to je ta dolga verzija, sam reši, da boš čas. Jaz upam, da na stara leta, da bomo že spet čas te filme gledati. Jaz sem ga še par mesecev nazaj pogledal na VHS Special Director's Edition, Ja. Director's Cut. In moram reči, če odštejem, da sem zaspal, da mi je še zmer pogrel srce in me je spomnil na lepe stare čase. Ja, zdaj bom jaz nekaj povedal, ker sem za nalaž počakal do zdaj, ker tukaj je zdaj prelomnica, se bo zdaj zgodila v tem podcastu. Ti povem to. Apple Podcast, se pravi iTunes, yes. Tam pa že ljudje lahko se naročite na te podcaste. Če ne veste, kako to narediti, pejte na aparatus.si, na prvi strani video z mano, pa z Jožetom, pa to razlagava. V glavnem, so zdaj malo odprli statistiko. Ne, podcastov. Sicer je zelo omejena, ne, ker jaz vem, ker imam statistiko že od samega začetka, znajo, da tudi ful ljudi posluša čist prek browserja, ne na telefonu, pa da se naročijo, ne. Ampak verjemite, bolj se je naročiti. In so pač malo odprli statistiko, ki je pa omejena zato, ker je samo na iOS-u, se pravi, vidiš samo poslušanja iz iPhona in še to iz ta zadnjega iPhona in potem še recimo iz ta zadnjih iTunesov na računalniku, tako da je manjša cifra, kot je, a ne. Ampak, kar je pa zanimivo, ne, ta prva stvar, ki je mene pač navdušila, oziroma jaz sem vedel, da je to res, ampak da v bistvu minimalno 80% ljudi pač posluša do konca. Amben ne zgine vmes, ne. Kar je, a ne, z to zvezdico, ne, da pri opazovalnici, ko grem pogledati statistiko, točno vidim, kdaj začnejo Star Trek govoriti, ker je presežen. Takrat začnejo padati. Ampak je tako. Začnejo ljudje poslušati, pa pač politik zmeraj mal pada, to je pač, ki je tak volumen, ne moreš, ne. Pač malo,
Zdaj sem že dvakrat eksperiment naredil, to ti nisem povedal. Ne. Dvakrat sem zdaj eksperiment naredil, sem šel prvo v statistiko gledati in sem pogledal, kje se je recimo zmanjšala, se pa, ni drastično, za 7%. No, tako, mislim, jaz, veš. Ampak sem šel pogledat in sem videl, kleva začel padati in vidiš točno na sekundi, ti piše, graf je narisan. Ja. In sem šel pol pogledat epizodo in sem dal na 10 sekund in točno v uni sekundi pa reče, no, zdaj pa začela Star Trek Discovery. Ne, meki. Vrhunsko je. Ampak še zmeraj velika večina ljudi do konca posluša. Ampak se mi zdi, da je res fascinantno. Tako da unika zdaj le greste, ker zdaj bom rekel, ne, zdaj bo začela govoriti do Star Trek Discovery. Adijo. Adijo. To se mi je tako smešno. Dal mi je pa idejo ta Jason Snell, ki dela ta The Incomparable, no, ki sem jaz bil tam tudi zdaj gost. Oni so res ogromen podcast, oni imajo par 10,000 poslušalcev, res prav, mislim, res ameriška stvar. In oni imajo pa to, da vsaj se pogovarjajo o filmih in imajo potem spoiler horror, oni temu rečejo, prav zvok spustijo, zdaj bomo pa povedali, kaj se je zgodilo, ne poslušate, ne, če ne veste, ja, veš. In je tudi tako, je dal ta graf, ne, objavil smo tam na enem sleku skupaj, rekel, klebu pa spoiler, hoji je tako za četrt padel, ne. Je, ker ljudje še niso gledali filma, Star Wars so delali, a veš, ljudje niso hoteli nič zvedati, ne, in je tako, ne, je sam padel dol, ne, tako da. Po eni strani je človek, mislim, tukaj se vidi, ne, koliko si pripravljen spoilerjev slišati o eni stvari, se ti vidi, koliko imaš to stvar rad. To je res, to je absolutno res. Ne. To je absolutno res. In kar se tiče Discoveryja, sem jaz celo sezono, bring it on, kaj se zgodi? A ta je za Mirror Universe super. Jaz bom, jaz imam, če lahko začnem, ker bi s kritiko začel, pošpal ti tudi diso, pa jaz nekaj pozitivnega povedal. Ugotovil sem, kaj me je najbolj zmotilo v tej sezoni. Dejansko sem gotovo, kaj me je. Govoriš na splošno, ne v zadnjem delu. Na splošno, zadnji del je pa simptomatičen, kar se tega tiče. Okay. Preveč so dal noter. Pač preveč se je dogajalo. Jaz ne govorim o tem, kar si ti govoril, jaz ne sledim, ne? Ja. Ker so kamere take, pa jaz ne govorim o produkcijski. Okay. Ampak preveč se kleno dogaja. Ja. Zapletli so vojno s Klingoni, Mirror Universe, menjanje, time travel, razumeš, vse, kar je Star Treka. In jaz mislim, da bi bilo boljš, če bi vzeli eno to štreno, ali ne bi bil sam Mirror Universe, recimo ena sezona vojna s Klingoni. Tako se mi pa zdi, da so dejansko preveč in zato jim pa pol zameram v njih par epizod vmes, ne una, ki gre na planet s tem stolpom, ne. Razumeš, ker so pa v bistvu tok levo v bistvu od sredine Gaussa, ki ne bi smeli biti, glede na to, koliko so si zadali, da bojo povedali v tej sezoni. Veš, kaj hočem reči? Ja. Mogli bi biti, če bi bile une epizode ali boljš narejene, ali pa bolj na sredini Gaussa, ne, bi rekel, ne. In to je moja največja kritika. Zdaj bom pa sam, zdaj pa ti povej, pa bom pa izhvalil, ajde. V bistvu bi mogel jaz začeti. Okay. Zakaj? Ker sem hotel bolj nasplošno povedati to. In sicer, a veš, kako je zoprno, ko se dva v podcastu, dobro, v tem podcastu sva sama dva, ne? Ja. Kako je zoprno, ne? Če bi ti rekel, zadnji del je bil pa ful dober. Ja, res je bil dober. Ja, se strinjam že, ful je bil dober. To je bilo dobro. To ni kul. To je tako, ki bi se vsi trije fanti na Top Gear razumeli. Ja, to je res. Pač to ni zagledati. Ja. Zato bom rekel eno stvar. Zadnja epizoda Star Trek Discoveryja je bila dokaz, da si se ti motil celo sezono. Če na hitro, koliko je 15 delov je? Ja, aha, okay. 15 delov. Če na hitro lahko naredim review vseh 15. Ja. Gold, shit, gold. Ta zadnji ti je gold? Ta zadnji del je bil gold. Zakaj? Ti bom zdaj povedal, zakaj. Wow, bom se pa res ne bova strinjala, no daj povej. A tebi ni bil dober zadnji del? Ne vse, no daj povej, zanima, ok. No, meni tudi ni bil v celoti dober, ampak nisem hotel sam povedati, videl se je, tako kot se je videl pri prvem pa drugem delu, vse prvi pa del sta bila v dveh delih. Tako kot se je videl pri prvem pa drugem delu, se je videl pri ta zadnjem delu, pri 15. delu, da je tukaj več brain powerja bilo zraven, da je bilo tukaj... Ne bom rekel odrekan, ampak kompromisov. Tukaj več ljudi je bilo na delu in mislim, da je šlo preko več scenarij sam, ko bi napisan, preden se je posnel, oziroma preko več oči. Ok, to kupam. Prvo kot prvo, tale del je bil moderniziran pojav, kar se je zgodil leta
65, v primeru The Cage pa Where No Man Has Gone Before. Torej, ko je NBC rekel Cageu ne, je Ron Berry rekel, pizda, bom še zvest svoje ideji, pa naredil, pizda, da bojo oni to vzeli. Ja. In je takoj, še zmeraj imaš strong character development, pa imaš pa en dober away mission. Ja. In away mission je tukaj bil. Okay, to je res. To je ista stvar, ki so naredili pri Broken Bow, si gledal, Broken Bow. Ista stvar, ampak tukaj je bila narejena toliko boljš, tukaj v tistem pajznu, kamor so prišli dol, ne, to je bil res. To je bil res nor nov svet, nek drug svet, what the fuck, prav mrazite tisti. In jaz sem tukaj po dolgem času rekel, končno spet Star Trek. Ok, klej se bom strinjal v tej meri, da jaz upam, da v naslednjih sezonah več tega sveta raziskujejo, tako kar je v bistvu bilo. Mi pozabimo, kaj je tam, kaj je una epizoda, ki Scottija obtožijo umora. Oh, man, the original series. Wolf in the Fold. Tako. Ja. To je to. Ja. Oni so na planetu. To je tak planet, mal hedonističen, da nekoga umorijo. Scott je obtožen, dajmo ga rešiti. To je ta world building, ki je Star Trek, ki je bil pa klej, ker mal je v zakup imel stvari. Kar je pa mene zmotilo v zadnji epizodi. Kaj? Karoreng. Razrešitev klingonske zanke s tisto bombo, to je pa preveč simpel. To je pa lej, sorry, še en del, malo bolj razdelati. To je bilo preveč simpel. Me pa to smo nismo. A res, jaz sem pa cel cel mislil, huda fora v bistvu tako, powerplay pa to, pa ona pride pa reče, zdaj se pa vi, zdaj sem pa jaz gazda, ampak goddamn, pa zelo mi je všeč, da ženska klingonce prevzame. To se mi dosti fenomenalno zdi. No, meni je to čisto v redu. Meni ni v bistvu nič zmotil, razen seveda tisti patetičen konec. We will go on. We will explore. Lieutenant Commander Stamets. Vem, sem to more biti, star. Vem, na tako patetičen način ni bilo narejeno nikoli do zdaj. Kaj pa vem, stari. Mislim, vem, te govori pa. Mal je bilo pocukrano v zadnji epizodi v Enterprise, pa tako, ali pa, mislim, drugač ni bilo, no. Ampak jaz sem tle končno po dolgem času spet rekel, to je pa Star Trek. Ja, ok. Ker še eno stvar ti bom povedal. Jaz, ko sem začel gledati tole epizodo, jaz nisem vedel, da je to zadnja epizoda. Ok. Presežem. Jaz sem mislil, da jih je 17. Okay. Ne vem, iz katerega razloga. In ko sem to gledal, sem rekel, sem že tisti kinko vmes spet, ker je relativno slow pace. Ja. Pa zgrmi. Ja. In ko sem gledal, čakaj, kaj? A takole? A tako težko je bilo zadnjih 10 delov to narediti. In najbolj me je pa ganil, ki je bilo konc, ki so spustili, zdaj ti moraš nekaj vedeti. Star Trek, The Original Series. Ja, vse točno vem, kam gre. Ja. Smo se vsi skoraj zjokali, to je. Ja, in Star Trek, The Original Series ima dve verziji team musika. En je na začetku serije, en je pa na koncu. In tisti drug je expanded. In ko so oni na koncu vrteli, ampak ne remastered, tako kot so orkestralno zavrteli na koncu Star Trek 2009 po filmu, ki je bilo tudi isto, noro ganljivo. Tukaj so šli pa prav tiste stare bite, stare tiste, ne. Pa še Enterprise pride, ki zgleda, kot mora Enterprise gledati. In apropo tega zdaj na koncu. Si pa malo optimist. Tukaj pa. Pa Pike, to star. Tukaj pa. Captain Pike. To je pa mene, tam so se mi pa kocine dvignile, sem rekel, to je pa Pike. Ja. What? Kaj se bo pa tukaj zgodilo? In takoj sem imel v mislih tisto staro ekipo, ki mislim, da se bo pojavila tudi. Se pravi, Dr. Boyce. Number one. Roddenberryjeva žena, ki je bila, ne vem, kako je bilo ime. In Spock, seveda, Spock je bil, normalno. In to je ena stvar, ki je pa meni zelo srce pogrela, konec tega. Ja. In nisem mislil, da bo. Jaz sem mislil, to je zdaj bojo šli in
bo pač glasba končno prekrila to, ki bo šli v Warping. Pa očitno bo v naslednji sezoni bo pač nov kapetan, ne? Discovery, a te pa ostanejo. Očitno bo tako narejen. Ne? Meni je to čist kul, ker se jih bomo navadili. Ja. Ampak jaz pravim, to je ta modern svet, to je ta denar, to tako ne gre. Ampak efektivno je pa serija uspeh in bo druga sezona. A je uspeh? Ja. Pa je, da se je pokrila čist. Čeprav je draga, ne. Se pa vidiš, tale 2 dela, pa ta prva 2, to je goddamn, to bi mogli biti enega denarja. Mislim, to ni demancija. To ja. Mislim, kar se tiče, če gledamo za nazaj, Discovery, prvi, drugi del te nove sezone, bolano in zadnji bolano, za moje pojme. Ja. Vmes pa so se pa stvari dogajale. Tudi če ne bi bilo. No. Okay, zdaj pa ena stvar. Jaz imam samo še eno pritožbo, pa bi se pa strinjal z tem, kar si rekel. Morajo osvetliti pač palubo. Pač jaz ne morem več te teme gledati. Jaz to ne morem. Zdaj razumem, zdaj šele vidim, kako je J.J. Abrams zmagal z 2.9 in naprej, ki je šel na belone. Ker ta tema te kar neki stari. 3/4 cajta ne veš, kaj se dogaja. To me res mori. No. Zakaj lahko v The Next Generation normalno osvetljen svet klepane? Pa je 30 let nazaj. Sploh nisem razmišljal o tem. Razumeš, kamorkoli gre, je tema, stari. Ja. Ne, svetlo je. Razumem, polk je Black Alert, da zgleda kul, ampak polk se stemni, ne razumem tega. To mi je tako čudno odločitev. No. Čeprav zdaj, ko to praviš, to je res. Ja. Ampak je pa res, da se doseže en poseben efekt s tem. Recimo tam, ko je bila zaprta tale kapitanka. Giorgio. Ja, ko je bila zaprta oziroma dvojnica njena v tistih. Tale tema, recimo, če gledaš, kot si rekel, The Next Generation, ali pa pustimo Deep Space Nine je tudi temi. Dosta temi, ampak Voyager, recimo, tam so bili te personal quarters, pa to je bilo kar lepo razsvetljeno. Ne? Tukaj daje pa en poseben vtis ta tema. Ampak ne na mostu, ta star. Na mostu. Ok, polk grejo v zadnji, who cares, na mostu me pa mot, res. Tako, to mi je ena bolj tako annoying stvari. No. Pa je res malo temno. Ja, kar bom pa rekel, da na koncu, jaz sem se isto skoraj zjokal, sploh pri Muski, to, da je Captain Pike, kar je vrhunsko, zdaj bojo šli na neke misije skupaj, upam, to je ena stvar. In pa še kaj me je res prešinilo. Polk je to originalna Enterprise, ta Discovery, to, kar so na začetku rekli, to je res lepa ladja. Discovery je lepa. Jaz mislim, da je to takoj za originalnim. Jaz mislim, da je ta boljška Galaxy Class iz TNG-ja. Da mi lep zgleda. To so velike besede. To so velike besede. So velike besede in jaz sem tudi strinjal s temi besedami. Meni tista Galaxy je bila Mislim, meni je ona zelo 90s in mi je lepa. Mislim, da je bila, nič ni bilo narobe z njo, ampak tam je pa presežek mi je ta. Pač ta originalnega Enterprise ne more zame. Mislim, to je vse, kar obstaja. Razumeš, vse ostalo so približki. Ampak ta Discovery s to geometrijo, s tem trikotnikom, to je pa eden je razmišljal in to je pa... In kleke sta bile obedve skupaj, ta zadnji šot, ker rozsilo se oko. Ja, spet je bilo malo je bilo starih časov, v Star Treku spet noter. Imam par vprašanj za konec, prijatelj. Najljubši lik v novih. Ajde, od Discoveryja, enega. Nam ti rekel top 3, top 5, karkoli, najljubši lik. Nekako je bilo odigran, ki pol mora ona dobiti, ker drugače brez veze. Absolutno. Ampak najljubši lik. Bom rekel kar tale. Michael. Ne. A ne? Saru. Okay. To je najljubši lik. Zakaj? Da utemeljim? Ja. Pustimo, ko je odigran. Ja. Ampak... Ker je old school Star Trek. Prvo kot prvo old school Star Trek, drugo kot drugo delati novo Star Trek serijo in narediti en lik, ki bo, kako bi rekel, spiritual naslednik Spocka in podobnih likov, se mi zdi res zalogaj in tukaj je to, ne glede na to, kako je odigran, je scenaristično, mislim, da zelo dobro ratal. Se strinjam. Ne vem, tudi če si opazil, to pa se pa tiče igranja, kako je on tega ni na začetku delal, to je šele pol, je, kako bi rekel, absolviral en svoj način hoje. Mu roke nihaj. Sem roke nekam nazaj, sem rekel, wow, to so pa te malenkosti, ki dajo, sploh v današnjih časih, Snapchata in tega, dajo res, kako bi rekel, dajo
človeku vtis, to je pa res Marsovec v današnjem svetu, polno tehnologije. Okay, razumem. To je tako težko. Razumem, ja, da imaš feeling, da je dejansko nezemljen. Ja, okay, da je dejansko neki. To pa bolj razumem. To sem hotel povedati. Okay, kaj pa tebi? Tili, unat, ričasta. Viš, to sem pa pozabil, ker sem se odločil za Srbijo. Ne, ampak ostajam pri Srbiji. In ona mi je pa top, ki je tak dork. In se mi zdi, da dorki morajo biti v Star Treku. Pa v bistvu ful sposobna modelka, ki je awkward v socialnih situacijah, ne vem, zakaj se nisi ti poistovetil. Ampak ja, v glavu. Yes, kralj entertainmenta. Kralj. Mislim. Kralj entertainmenta, ok. V glavu. Ampak entertainment kot entertaining a company. Ja, no, to sem hotel. Ja. Ko vse poznaš, pa jih ni več kot 3. Ne? 5. A 5 pa ti, ali si ti v 5 vštet? To me zanima. Ker pa je 1 plus 4. 5 plus jaz. Okay. V glavnem, še eno zadnje vprašanje, naprej, da se posloviva. Ta je joke vprašanje, ampak ga moram postaviti, ker mislim, da moramo s tem končati, ko bomo nas drugo sezono delali, se bo že spet ob tem stala. Ali je to, in sem to še enkrat vprašal, ali je to najboljši Star Trek intro do zdaj? Ja, to pa vsekakor ja. Tukaj pa ni debate. To jaz nočem pozabiti, to vem, da so že omenjali, ampak jaz mislim, da je to zdaj. Tu pa ni debate. Edino, kjer je pa lahko debata, ki se konča s tem, da boš imel tle stene krvave, je pa to, ali je ta serija boljša od Star Trek Enterprise. Tlele pa ne bomo prišli skupaj. Ja. Tlele pa ne. Kar se pa tiče introta. Ja. To je pa to. Jaz mislim, da so tudi z introtom začeli. Ker intro je toliko idejno nepovezan z serijo samo, da se mi zdi, da je nastal izredno nepovezan z kakršnimi koli sestanki, so jih pač imeli povezanimi z oddajo samo, oziroma z serijo. Ker intro je pa res dobro, ne spoh enega leta 2017, spet delamo Star Trek po novem. Ja. Tole bo muska, tole se bo vrtel noter, tole je današnji Star Trek in to smo že takoj na začetku rekli, da je tle vse štima. Okay. In všeč mi je, krivulja je šla navzgor pri tebi, zdaj zaradi zadnjega dela. To mi je všeč. Da ne boš rekel, da sem nergam. Ja, se strinjam. Okay. Takoj, ko sem to gledal, to epizodo, sem rekel, oh my god, če se mal potrudite, a vidite, da gre. To je vse. Godlerjev na svet. Če se mal potrudite, vidite, da gre. To je mogoče tudi naslov. Če se mal potrudite. To je najbolj butastih naslovov. Zato pa bo. Vidite, da gre. Če se malo potrudite, vidite, da gre. Evo. Super, pa dolg je. V glavnem, mislim, da so prišla do konca. Tudi jaz mislim, da moramo oceniti, če smo že vse ocenjevali. A celo serijo? Idejva celo serijo. Ne, veš kaj bo naredila? Bo enkrat naredila, bo šla tako serija po serija, ker jih moramo skoči, ker zdaj sam filme. Nočem mešati, to ne bi mešal. Če bo dala na isto skalo, so zaplezala. Imaš prav. Res? Okay. Zdaj bi te pa prosil. Načeš nam rekel. Jaz mislim, da ljudje pokapirajo, ko rečeš, zdaj te pa prosil, grejo takoj na PayPal. Ta podcast je zastonj. www.apparatus.si. Podpri. Hvala. Mal daljša pauza za partizan. Mal daljša pauza zaradi tega, ker moram pustiti, da so vsede. Feeling of guilt. Ja. And then... Ok, zdaj pa. Ti si seveda zdaj samo na Instagramu in Facebooku, tam si Jure Godler, na Instagramu pa tudi Jure Godler. Ampak to samo, ko sem doma. Samo, ko si doma, to je dobro. Tako da še mu pošiljite videe, ki govorite admin, to je mogoče najboljša stvar, ki se je zgodila. Absolutno, to je res hvala za to. Ja, in jaz sem pa Anzeta posod, tako da jaz pa res, če je kdo videl, ki je kakšen dober letter opener, let me know, no. Po pravici povedan. Tako da pa ful hvala vsem, ki dajete ocene v iTunesih oziroma Apple Podcasts in pa, kot je Godler rekel, lahko podprete, pa Apparatus ima zdaj tudi Facebook grupo. Ja. To je treba povedati, to premalo menjava ta star. Sem res. Tako da, ker je Godler admin in vidi vse, kar napišete. On v bistvu je on, ki skrbi za to grupo, jaz nimam nič s tem. Ne. Jaz se tam vklopim gor, pa vidim, da imam kljukco, da sem moderator. Moderator si, ja. Jaz sem edini admin. Ti si moderator, ja. Ti si admin, ja.
Tako da to je več ali manj to. Hvala, ker ste poslušali. Jaz bom rekel adijo, ti pa tudi. Čau. Jaz sem pa tudi rekel adijo.